Pozdravljeni. Novica, da Alain Prost zapušča svoje mesto pri Alpinu, je lahko marsikoga izmed navdušencev Formule 1 presenetila. Danes si bomo zadevo pogledali iz čim več različnih zornih kotov in skušali v resnici razumeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Vkolikor spremljamo razne članke, ki jih lahko dobimo v virih, ki so nam dostopni, bomo prišli, seveda kot običajno, lahko do različnih zaključkov. Namreč brali smo lahko, kako pri ekipi Alpine niso hoteli podaljšati pogodbe z Alainom Prostom. S človekom, ki je z njimi sodeloval od sezone 2015, ko se je ekipa klicala še Renault in je zopet prišla v last tega francoskega konstruktorja cestnih avtomobilov. A mnogi avtorji so ta odhod Alaina Prosta nekako povezovali z odhodom Marcina Budkovskega, o katerem smo že govorili, in nekako so lahko tudi napeljevali na misel, da v francoski strukturi je na vrsti neke vrste čistka. Lepo je postaviti v vrsto naprimer odhod Cyrila Abiteboula, Marcina Budkovskega in sedaj Alaina Prosta. V smislu, staro mora proč, da naredi prostor nove. Alain Prost v tej zgodbi ima čisto posebno vlogo. Nekateri so ga imenovali enostavno svetovalec francoske ekipe, čeprav je imel v zadnjih letih vlogo neizvršnega direktorja. Neizvršni direktor v resnici ne odloča o ničemer, ampak vloga Alaina Prosta pri Alpinu je bila podobna tisti, ki jo je imel njegov bivši moštveni kolega pri McLarenu, Niki Lauda pri Mercedesu. In sedaj vsakdo izmed nas se lahko zamisli, kakšno vlogo je imel Niki Lauda, predvsem v medijih, in kakšno vlogo smo videli, da jo je odigral Alain Prost. Sam sem ga bolj poredkoma videl v kakšnih intervjujih, da je dal kakšne izjave, zanimive ali sočne, in mnogokrat sem ga le opazil, kako nemo spremlja dogajanje v boksi. Seveda, vloga svetovalca danes v svetu Formule 1 je več ali manj vloga nekega ambasadorja znamke. Kolikor bi imeli strokovnjaka, ki bi znal doprinesti nekaj pomembnega v boju za naslov svetovnega prvaka, v boju za zmage, v boju za točke, bi ta imel izvršilno funkcijo v sami ekipi. To, da ima nekdo naslov neizvršilnega direktorja, pomeni samo to, da v njegovi pogodbi je tista številka, ki predstavlja njegovo plačilo, izjemno visoka. A vrnimo se k Alainu Prostu. Takoj zatem, ko je odjeknila novica, da Alpine noče podaljšati pogodbo s Prostom, je Prost povedal tudi svojo resnico. Namreč, da že na veliki nagradi Abu Dhabija se ni strinjal s predlogom, ki so mu ga dali pri Alpinu. Torej, ni prišlo do enostranske odpovedi, ampak Prost se ni zadovoljil s tistim, kar so mu ponujali. Za svet Formule 1 je enoletna pogodba nekaj neobičajnega, tudi kar se tiče take figure, kot je Alain Prost. Spomnimo se, kolikokrat smo govorili o tem, da Valtteri Bottas podaljšuje iz sezono v sezono svojo pogodbo. Vsaj tako je bilo pri tovarniški ekipi Mercedes. Podobna zgodba je bila pri Prostu in sprva Renaultu ter nato Alpinu. Sedaj, ni še popolnoma jasno, ali je Alain Prost želel več denarja, ali so mu pri Alpinu ponujali manj denarja od tistega, kar je bilo v prejšnji pogodbi. A zagotovo se obe stranki nista strinjali.
In zanimiva je izjava Alena Prosta, namreč želel si je neke skupne tiskovne konference z Alpinom. Seveda potem, ko je na veliki nagradi Abu Dhabija vodstvu sporočil, da njihove ponudbe ne sprejema. Dejstvo je, da danes smo že v drugi polovici januarja in kdaj bi hoteli Prost in Alpin napraviti to skupno tiskovno konferenco, nam ni znano. A sedaj se moramo malce ozreti v Alena Prosta in njegovo osebnost. Mnogi ga štejejo kot enega izmed najbolj inteligentnih, umirjenih in razmišljujočih šampionov v svetu Formule 1. Ni zastonj imenovan med ljubitelji kot profesor, ampak Alen Prost v resnici je tudi malce konfliktna osebnost. Namreč kar nekajkrat je izgubil potrpljenje in zapustil ekipo, v kateri se je nahajal. Čeprav o tem mnogokrat ni govora v tistih glavnih medijih. Alen Prost je začel svojo kariero v svetu Formule 1 leta 1980 in to pri McLarenu. Svoj talent je pokazal že na prvi dirki, ko je dosegel točke. Kljub temu, da je imel 3-letno pogodbo, je po prvi sezoni kaj hitro zamenjal ekipo in šel v tovarniško ekipo Renault. Tam je začel dosegati zmage. V koncu leta 1983 je bil odpuščen po končani sezoni. In to je ena izmed afer, o kateri se najmanj govori v svetu Formule 1. Namreč, Alen Prost naj bi bil odpuščen iz tovarniške ekipe Renault, ker ga je eden izmed vodilnih menedžerjev te znamke zalotil v hotelski sobi svojo ženo. Vem, to je podobno tistim tračom, o katerim ne rad govorim, ampak zgodba je ena izmed tistih, katere so postale legendarne v svetu Formule 1. Prost je bil odpuščen z Renaulta in se zopet vrnil k McLarenu. Čeprav k drugačnemu McLarenu, tistemu, ki je bil pod taktirko Rona Denisa. Tu je seveda bil 2 sezoni moštveni kolega že prej citiranim Nikim Laudom, postal je svetovni prvak, seveda 85. 86. Na to se mu je zgodil Ayrton Senna. In že sredi sezone 89 je povedal, da bo on ekipo McLaren zapustil. Nato je sledil tisti znani prvi trk ter selitev Prosta k Ferrariju. Po 2 sezonah pri Ferrariju je imel tisti nesrečni komentar o prijemu Ferrarija na progi ter primerjavi z navadnim tovornjakom, kar zopet vodstvu Ferrarija ni bilo všeč in Prost je bil odpuščen. V svetovno prvenstvo Formule 1 se je vrnil šele čez 2 sezoni. Takrat k Williamsu, ki ga je poganjal, seveda Renault, in postal je 4-krat svetovni prvak. Čeprav ne brez polemik, kajti v njegovi pogodbi je izrecno zahteval, da za moštvenega kolega ne sme imeti Ayrtona Senne. Po sezoni 93 je Alen Prost končal z aktivno vožnjo v svetovnem prvenstvu Formule 1. In mnogi bi si lahko sedaj domišljali, da že od takrat je bil Alen Prost neke vrste ambasador za Renault. A mnogokrat se pozablja tudi na tisto nesrečno izkušnjo kot lastnika ekipe ter konstruktorja Alena Prosta v Formuli 1, ko je odkupil propadajoči Liže ter ustanovil ekipo Prost. A leta 1998 smo lahko videli, da v bolidu AP01 je bil vgrajen motor Peugeot, praktično največji nasprotnik Renaulta v domači Franciji. Zgodba, kot vam je dobro znano, se je končala dokaj klavrno, ampak vseeno iz ikone Renaulta je Prost kar hitro predstopil k nasprotniku, čeprav je treba dodati, da takrat
uradno motorjev Renault v Formuli 1 ni bilo več, ampak bili so prisotni tisti Mekakrom, ki so bili naprimer tudi vgrajeni v Williams. A vrnimo se na današnji čas. Sprašujemo se lahko, zakaj je prišlo do te ločitve, in sam tu ne bi kazal tako s prstom samo v smer ekipe Alpine. Tudi Prost, kot smo videli, se zna kar hitro razjeziti in nekako odvihrati proč. Drugo vprašanje se mi zdi bolj bistveno. Kakšno dodano vrednost je imel Alain Prost pri ekipi Alpine? Mnogi bodo rekli, da s svojimi izkušnjami je pomagal voznikom. Seveda Estebanu Oconu ter predvsem Fernando Alonsu dvomim. Da bi nekako predstavljal znamko v medijih, sem pričakoval, ampak v primerjavi naprimer z Nikijem Laudo smo videli, da je bilo njegovih nastopov precej manj in tudi ob ključnih trenutkih sem mnogokrat pogrešal njegovo mnenje. A po mojem mnenju Alain Prost ni zapustil ekipe Alpine zaradi kakega političnega vzroka. To, da se je verjetno izjemno dobro razumel s Cyrilom Abiteboulom pa tudi Marcinom Budkovskim, po mojem mnenju ni bil tisti glavni faktor. Namreč, kolikor pogledamo omejitve, ki jih ima proračun in verjetno visoke zahteve francoskega šampiona, nam je bistveno lahko bolj logično, da za ta odhod lahko krivimo bolj denar ter finančne nagrade kot kakšne politične vzroke. A vseeno, na koncu bomo videli, da prisotnost ali odsotnost Alaina Prosta v boksu Alpina ne bo spremenila tistega rezultata, katerega si mnogi navdušenci pravzaprav želimo videti, torej zopet francoskega konstruktorja, ki se bo lahko boril tudi za zmage na več dirkah in ne samo takrat, ko splet okoliščin ponudi enkratno priložnost. A gre za moje videnje tega dogajanja, kateremu smo bili priča v zadnjih urah. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.